Danes vam bom malo več povedala o smučanju v Gruziji, naših smučarskih programih, ki jih v Gruziji izvajamo že kar dobro desetletje. Najprej za začetek, zakaj z nami v Gruzijo? Lifetrack, torej agencija, organizira turno smuko že skoraj desetletje, potem smo dodali še smučarske programe in pa letos prvič organiziramo tudi tečaj turnega smučanja. Sodelujemo z ekipo v Gruziji že torej 10 let, nekako smo že postali kar družina. To so torej vodniki, nastanitve, naši šoferji in to zgodbo zelo dobro peljemo. Vi v bistvu ne rabite skrbeti za čisto nič, organiziramo prevoz torej do letališča, potem prevoz z letališča do destinacije, tam imate pa potem tudi poskrbljeno za samo nastanitev, prehrano, ski pase, če greste smučat, in pa seveda vodnike. Naši vodniki, s katerimi torej že dolgo delamo, imajo vsi to IFMG licenco, ogromno znanja, vsi so lokalci, tako da so v teh gorah praktično rasli gor. Imajo pa tudi ogromno znanja s področja in nekaj tečajev s področja reševanja, tako da so res dobro pripravljeni. Letos uvajamo tudi walkie-talkie, namreč ogromno naših tur je na področju, kjer ni signala, tako da so tudi vodniki stalno med seboj povezani. Deluje pa v Mestii tudi neke vrste vodniška skupnost, v kateri se združujejo čisto vsi vodniki, ki delajo turno smuko na področju Mestie, in ti vodniki se potem dnevno med seboj obveščajo o samih snežnih razmerah, o nevarnosti plazov, tako da so naši vodniki zelo dobro obveščeni. Kot tretja stvar, Gruzija je zelo zanimiva destinacija, tako poleti kot pozimi. Bogata kultura, odlična hrana, dolga zgodovina in tudi to boste imeli možnost v tem tednu, ko boste z nami tam spoznati. Zdaj pa gremo kar naprej. Tole je torej zemljevid Gruzije. Gruzija je nekje umeščena na visoki Kavkaz in zraven tudi obala Črnega morja. In glih ta kombinacija, torej gor in morja, omogoča oziroma prinaša v to gorsko regijo ogromno količino snega pozimi. Gruzija meji na 4 države, Rusijo, Azerbajdžan, Armenijo in pa Turčijo. In ta naša regija Svaneti, kamor boste odšli, leži čisto na meji z Rusijo. Glavno mesto Gruzije je Tbilisi, dvomilijonsko mesto na vzhodu Gruzije. Mi pa letimo do Kutajsija. Kutajsi je tule na zemljevidu označen s tem rdečim križcem, tukaj na tej na zelenem delu, kjer pristanete in se potem z prevozom, z našimi kombiji odpeljete do drugega rdečega križca, to pa je Mestija v regiji Svaneti. Svaneti je nekje 3000 kvadratnih kilometrov velika regija z upravnim središčem Mestija. V celotnem Svanetiju živi nekje 10 000 prebivalcev, v Mestiji 2000. Je pa to še vedno regija v razvoju. Trenutno je sicer živi v bistvu nekako od turizma, ki je v regiji prisoten že 15 let. Kot zanimivost, ta cesta, glavna cesta, ki vodi čez Mestijo, je bila asfaltirana in urejena šele pred 12 leti. Je pa res se pač razvija in poletni in zimski turizem. So pa res velike gore, ogromno je teh turno-smučarskih poti in zato ni gneče v gorah. Torej, tole je, gremo kar naprej na naš Svaneti in pa na Mestijo. V Mestiji vas čakajo tile impozantni veliki stolpi, Svanski stolpi, ki so bili grajeni tudi pred 1000 in več leti.
Lokalci so jih uporabljali torej za zaščito pred snegom, pa potem imeli so pač to krvno maščevanje med seboj in so se noter skrivali. Je pa naprimer še leta 87 v Svanetiju zapadlo kar 13 metrov snega pozimi v enotedenskem sneženju, zato ja, količina snega je v Svanetiju res veliko snega zapade vsako zimo. Tukaj na levo torej je Mestija, tudi spodaj jo vidite, potem tukaj v sredini je najvišje ležeča naselbina na Kavkazu v Žguli, ki je sestavljena iz 4 vasi, tudi to boste imeli možnost obiskati. Seveda pa poleg teh stolpov so čudovite tudi gore, tukaj vidimo na vrhu goro Tetnuldi, 4800 visokega kavkaškega lepotca nad Mestijo, pa potem pogorje Lajla, kamor tudi med drugim greste na eno turo. Zdaj pa še malo o samem tem poteku, torej o potovanja, o nastanitvah. Torej sodelujemo z temi nastanitvami že več let. Te nastanitve so torej domači guesthousi, kjer družina skrbi za vas. Sobe so dvoposteljne z privat kopalnico, družina pa poskrbi za vse ostalo, torej za odlično hrano, zajtrk, lunch paket, večerjo, v primeru smučanja zajtrk in večerjo, pa seveda tudi za kako pivo zvečer po turi. Potem tukaj od spodaj lahko vidite sliko naših avtomobilov, to so Mitsubishi Delice, zelo zmogljivi avtomobili, ki jih potrebujemo, zato da se sploh lahko premikamo do izhodišč, do smučišč, ker je na cesti seveda ogromno snega in pa ledu. Tukaj levo je ena naša španska skupina, ki so bili lani z nami, in pa vodnik Laša. Desno spodaj pa lahko vidite tudi nekaj hrane. Glede hrane, hrana je okusna, lokalna, iz lokalnih sestavin, domačih sestavin. Trudijo se vam pripraviti čim več različnih gruzijskih jedi. Hkrati pa seveda tudi malo popazijo na to, da hrana ni preveč začinjena, da je torej nekako tudi nam primerna, torej po okusu. Drugače boste pa sigurno poskusili različna jedi iz mesa, pa seveda slavni gruzijski hačapuri, svanski kobdari, potem pa tudi pade kakšna dobra sladica. Tako, tukaj čisto levo spodaj pa lahko vidite eno od ulic v Mestiji. To vam bo po mojem zelo zanimivo, namreč v Mestiji, pa ne samo v Mestiji, v celotnem Svanetju oziroma v celotni Gruziji, živali prosto hodijo okrog, torej ljudje ogradijo, na primer njive, hiše so ograjene, torej vgradijo tisto, kamor ne želijo, da živali gredo. Živali zjutraj spustijo iz štal in potem živali prosto čez dan hodijo okrog, poleti na pašnike, pozimi se malo sprehajajo po ulicah, tako da boste sigurno naleteli kje na kakšno kravo ali pa prašiča. Zdaj pa gremo kar z našim prvim programom, smučanje na smučiščih. V Gruziji drugače obstajajo 3 večja smučarska središča, mi pa nekako še vedno prisegamo na Svaneti. Zakaj? Zato, ker sta tukaj 2 čudoviti smučišči, smučišče Hacvali in pa Tetnuldi. Torej Hacvali, to je ta slika čisto levo spodaj, je tik nad Mestijo, tako da si tam po slabih 10 minutah vožnje. Medtem ko drugo smučišče leži približno 40 minut vožnje stran. Prvo smučišče je primerno za bolj slabo vreme, saj je proga leži v gozdu, medtem ko drugo smučišče je čisto na odprtem terenu. Smučišči sta zelo urejeni, lokalci ves čas skrbijo za njih, tako da se bo dalo odlično smučati. Na smučišču imate tudi restavracije, kjer si lahko privoščite prigrizek, kak topel napitek, pivo, so pa gondole,
ki delujejo na generator, tako da tudi, če pride do izpada elektrike, kar je v Svanetiju zelo pogosto, bodo gondole delovale. Je pa vrh smučišča Hacvali Zuruldi na 2700 metrih, medtem ko vrh smučišča Tetnuldi pod goro Tetnuldi na nekje 3200 metrih. Ta teden boste torej poleg smučanja lahko doživeli, kot sem že prej rekla, tudi kar nekaj kulturnih stvari, imamo nekaj muzejev, lahko pa se organizira tudi enodnevni izlet do Užgulja, do te najvišje ležeče naselbine. To pa se bomo seveda tam dogovorili na licu mesta, kar želite. Veljajo pa smučarske karte za oba smučišča, tako da se lahko vsak dan odločite za drugo smučišče, da malo zamenjate sceno. Gremo kar naprej na naš turno-smučarski program, kamor smo do zdaj peljali tudi največ ljudi. Poleg Slovencev zadnja leta tudi ogromno tujih skupin. Zdaj, naš turno-smučarski program obsega 5 tur, vodenih tur z vodnikom. V primeru, da se skupina odloči, lahko dodamo še eno turo z spanjem v Užgulju. To je pač se doplača, ampak do zdaj moram reči, da so vse skupine izbrale to opcijo, ker v Užgulju so tereni čisto odprti in je čisto nek drug občutek, še boljši občutek kot pa smučanje v mesti. Imamo tudi možnost smučanja na ledeniku za bolj izkušene skupine. Je pa tako, do izhodišč se vsakodnevno peljete, po zajtrku vas vaš šofer z vodnikom pobere. In potem odvisno od tega, na katero turo greste, se pač odpeljete do izhodišča, potem ste na turi, imamo majhne skupine, 6 oziroma maksimalno 12 oseb, ampak če je pač 12 oseb, imamo potem 2 vodnika, tako da se skupina v primeru različnih želja oziroma, ne vem, del skupine hitrejši, del skupine počasnejši, se pač skupina tudi lahko razdeli. Naši vodniki bodo letos, kot sem že prej omenila, imeli tudi walkie-talkie, zato da sta oba vodnika skozi ves čas na vezi. Potem pa ja, greste na turo, vodnika ture vsakodnevno prilagajata tako vremenskim razmeram kot razmeram torej na terenu. Če je recimo plazovna nevarnost, pač izbirata ture, ki so bolj položne, oziroma neke ture, ki so bolj v gozdu. Ja, to je še pač nekaj slik. Tako da ja, v vsakem primeru do zdaj je še vsaka skupina odsmučala teh 5 oziroma 6 dni. V primeru, da si pač želite kak dan počivati, je to seveda tudi opcija. So pa ski pasi vključeni za dneve, če bi slučajno zaradi recimo slabših vremenskih razmer morali narediti kako turo ob smučišču in potem lahko še odsmučate kako linijo potem prav na progi. Imamo tudi gozdnat teren, seveda, pač od izhodišč nekje na turo je treba pač iti čez gozd, potem se pa pobočja odprejo in lahko dosežete višino tudi nekje do 3200 metrov. Zdaj na dan se dela, odvisno seveda od želja skupin, ampak tam nekje od 900 do, ne vem, 1200, 1300 višincev. Hitrost se nekako prilagodi seveda skupini, naša vodnika sta navajena delati tudi s čistimi začetniki, potem z bolj izkušenimi turnimi smučarji, tako da čisto za vsak okus se nekaj najde. Kot vidite, tule je tudi v megli se gre, v vetru, pač se da, se vodniki pač točno vejo, kam in kako. Zdaj glede same snežne odeje, snega v Svanetiju je vedno dovolj. Imeli smo že tudi sezone, kjer je že recimo decembra bilo res ogromno snega. Nekako najboljše zagotovilo, da pa bo res sneg, je pa tam od druga polovica januarja, pa potem seveda cel februar, medtem ko marčevska smučarija je pa potem že bolj spomladanska.
tudi više se lahko gre, a ne, zato ker je pač mogoče niže dol, že ni snega, je pa seveda čist odvisno, od vsakega, leta posebej. Zdaj pa gremo še na, naš najnovejši program, Turna smuka za začetnike. V bistvu, ta program smo letos pač prvič objavili in ga bomo prvič izvedli z našimi, slovenskimi, začetniki. Smo pa ta program v prejšnjih letih izvedli že z nekaj tujimi skupinami. Na teh slikah lahko vidite skupino Špancev in pa skupino Belgijcev. Ta skupina, Belgijcev recimo so pač, prišli z vso opremo, niso pa še nikoli turno smučali in potem je naš vodnik z njimi šel čisto od začetka, torej spoznavanje opreme, spoznavanje, lavinske opreme, potem so delali prerez, terena, uporaba opreme, potem na terenu. Potem so pa seveda šli tudi na prave ture. Tukaj so, mislim, da na turi v Užgulju. Medtem ko druga španska skupina so bili nekako mešani, nekaj jih je prvič turno smučalo, nekaj jih je, bilo že začetnikov. In potem, je vodnik seveda, jim podal vso znanje in prilagodil, ta celoten teden, tako da so bili, zadovoljni. In glih zaradi tega, ker smo res dobili pozitivne odzive teh skupin, smo se pač odločili, da to ponudimo tudi, Slovencem. Zdaj tukaj, sem dala še en kolaž, različnih fotk. Tukaj vidimo, desno zgoraj najvišjo gruzijsko goro, Škaro, pa potem te Svanske stolpe. Tukaj tudi lahko vidite, koliko veliko snega je v Mestii. Mesija je nekje na 1600 metrov nadmorske višine. Tukaj levo spodaj vidite te, živali na cesti, kot sem prej omenila. Bo pa najbrž, na turo z vami, odšel kdaj tudi kakšen kuža. Psi namreč v Svanetiju, tudi v bistvu so spuščeni. Tudi v Mestii boste, srečali veliko psov in se zelo radi pridružijo na kakšno turo, ker vedo, da bodo dobili tudi kaj, hrane. Zdaj še glede, same opreme. Če bi kdo si želel na primer, plazovno opremo sposoditi, v Svanetiju, je to seveda tudi možno. Samo v tem primeru pač nas morate prej obvestiti, da, mi to plazovno opremo priskrbimo, rezerviramo in jo potem dobite, ko prispete v, Mestijo. Zdaj bi bilo to z moje strani nekako to. Če pa ima še kdo kakšno vprašanje, bom pa z veseljem odgovorila. Ja, živijo, Jana tle. Živjo. Jaz nimam vprašanja, ampak bi pa vsem, ki še niso bili, priporočala, jaz sem bila dvakrat, no. To je res doživetje in če kdo še okleva, je vreden iti, no, je vreden iti, no. A ne? Hvala, Jana. Priporočam, no, priporočam. Super. No, saj, če bo pa še pač kdo imel kakšno vprašanje vnaprej, pa seveda smo skozi dostopni, na naših mailih. Hitro odgovorimo iz pisarne, tako da, nas kar kontaktirajte.